Stavkanje je v Sloveniji po Cerarjem postal že nacionalni šport. In to ne brez razloga. Gospodarstvo se boje izboljšuje, javne službe pa nimajo za osnovne stvari. Štrajkajo gasilci, štrajkajo policaji, štrajkajo doktorji in štrajka segment javne uprave, za katerega sploh ne bi vedeli, da štrajka, če nam ne povedali. Stavka namreč prav slovenska CIA, agenti Sove. Naše osrednje obveščevalno-varnostne agencije naj bi tako protestirali proti slabim delovnim razmeram in vodstvu. Naša obveščevalna tajna služba ful javno štrajka, kar sploh ni tako nenavadno, če pomislimo. Sova namreč stavka že od prejšnjega petka, ampak nihče ni opazil, zato so morali dati v javnost. Ej, mi smo nehali delati, ker nam ni kul, koliko nam plačujete. A niste delali? Sploh nismo vedeli. Kar pomeni, da po novem Sova pomeni siromašna obveščevalna varnostna agencija. In kako navaden državljan ve, da naši vohuni štrajkajo? Telefonov ne škrta več, Facebook malo hitrej dela, Branko Grims tisti dan ne ve, kako učen dela in kar je najbolj pomembno, če imate kak bizarn video za pogled, to naredite zdaj, ko noben špijun ne spremlja vašega brskanja. Recimo en takšen video, ajde. Všeč si mi, Janez Janša, všeč si mi, totalno si mi všeč, totalno. Sam bodimo iskreni, naša obveščevalna služba ni baš CIA, ki ima milijarden proračun, ali pa MI6, ki se lahko privošči Seana Connerja. Kakšne vohune imamo pri nas? Janez Bondić, tajni agent 07, ki še za eno nulo ni denarja. Igral bi ga Sebastian Cavaca, oblečen je v muro, vozil bi Peugeot 206, pa kelnerju bi naročil en špricer. 95/5, vino v prid. To je naš tajni agent. In kaj točno hočejo naši vohuni? Kaj so njihove zahteve? Moji tajni viri so poslali seznam. Zdaj vam pa povedal. Prva stvar, ki jo naši vohuni hočejo, je in četrtič razno. Pa, to bi jim pa lahko dal, no. To bi jim pa lahko dal. Razen to, da hočejo te novega kuharja v menzi, to je pa malo preveč. V glavnem lepo je, da smo edina država, kjer štrajka obveščevalna služba. Kje so tisti cajti, ki je bil njihov glavni problem, kako v kufer zložiti bankovce različnih valut, ko se je nabral od prodaje orožja? Kje so te cajti? Smeje se nam Balkan, smeje se nam Evropa, smeje se nam ves svet. Sem pa nekaj vesel. Vesel sem, da imam vsaj take agente, da noben ne ve za njih. Poglejte Bonda, poglejte James Bonda. Mislim, lih toliko, da z megafonom ne razglaša Bond, James Bond. Super James, daj še naslov povej. Daj še naslov povej. Zdaj pa po dolgem času spet moja najljubša rubrika. Predsednik Pahor je spet v akciji. Reloaded, Pahor the sequel. Predsednik Pahor. Kaj se je zgodilo? Vas zanima? Ja, bom pokazal. Ja. 4. decembra, 2 dni pred Miklavžem, je Pahor z vsemi častmi sprejel Božička. Gospod predsednik, dajte se koledarja držati. Jaz vem, mal ste zdaj še od stresa, od volitev, pa to sem, lepo vas prosim, 6. december je Miklavž, 25. december je Božiček, 31. december je Dedek Mraz, 1. januar je infuzija. Tako to gre, če jaz kaj vem. No, potem sta ne ploskat infuziji in potem sta se preselila na Kongresni trg. Božiček pravi, da mora zelo paziti na svoje noge, ker mora obdarovati še vse otroke na tem svetu in je potem mene pooblastil danes, da bom drsal z vami. Je to v redu? Mislim, ni najboljše, vem, ampak se bom potrudil. Ja, a ste videli, koliko finskih zastav? Toliko finskih zastav je bilo, da je Janša rekel, kaj spet me Finci iščejo? Matoš zakurbli Vorvota. No, Pahor je potem dal tudi obvezno izjavo. Ko sem prišel v to zlato dvorano, kjer sprejemamo goste, je rekel, kako sem zrasel,
Da sem bil kakšen majhen poreden otrok, zdaj sem pa velik poreden otrok. Gospod predsednik, med porednim otrokom pa med navadnim bedakom je kar krepka razlika. A me razumete? Halo, gospod predsednik, me razumete, kaj govorim? Halo? Ne, njega več, ni šlo. Kdaj drugič? Kdaj drugje? V neki drugi dimenziji. Pojmo dalje. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!